Prihodnost pekarne je predvsem po moje v srcih vseh ljudi. Ljudje smo tisti, ki obiskujemo dogodke, ljudje smo tisti, ki kreiramo program. Tako da, če smo tako bi rekel neromantični, potem je za lokacijo popolnoma vseeno, kjer je. Če govorimo o pekarni, potem zagotovo vidim tukaj, kjer je v Kulturnem centru pekarna, tako programsko kot lokacijsko. Če pa govorimo o drugih vsebinah, nekih dopolnitvenih vsebinah ali novih vsebinah z področja kulture, pa je Melija, se mi zdi, tudi odlična priložnost za marsikoga. Konec koncev tudi mogoče za razširitev vsebin tistih, ki delujejo v pekarni. Lokacijsko jo vidim povsod tam, kjer bodo primerni pogoji, da je mikrolokacija primerna, da je dostopna in da bodo seveda objekti, ki bodo namenjeni tem vsebinam, primerni za te vsebine. Vsebinsko pa, da se ponudba oziroma kulturni ustvarjalci v neki avtonomni coni, če lahko tako rečem, da se prilagodijo potrebam, da je izpopolnjena tako prostorsko kot tudi vsebinsko različna področja za ustvarjanje mladih. Jaz vidim prihodnost pekarne na istem mestu, kot je zdaj. Programsko pa jo vidim precej bolj aktivno nekako s tem sprejemom upravljavskega modela, ki ga čakamo. Letos bomo dejansko dobili neki nov zagon, sveže moči. Moja osebna želja bi bila, da bi pekarna ostala tukaj, kjer je, zaradi tega, ker prostor ponuja veliko vsebinskih različnosti. Mislim, da se prva parada ponosa ne bi zgodila, če se ne bi začela razvijati ravno v tem okolju, ki je dovolj odprt. Selitev na lokacijo v Melje je pravzaprav neka latentni scenarij, ki ga preigravamo. Nobena odločitev še ni bila sprejeta. Mestna občina Maribor bi samo rada pridobila si lastništvo nad bivšim MTT-jem in razmišljamo o tem, kakšne vsebine bi bile primerne na tisti lokaciji. Jaz vidim vzpostavitev lokacije Melje kot neko dodano vrednost za celo mesto in ne nujno vezano na pekarno. Če bo prišlo do selitve, MKC ostal tukaj. Naša želja je, da potem naši novi sosedi, če lahko temu tako rečem, ni nek shopping center, ampak so neke vsebine, ki bi lahko bile komplementarne z nami. Zdaj za Melje, kolikor se vsi zavedamo, da ima ogromen potencial, je verjetno dobro potrebno premisliti, kakšne vsebine je tam mogoče izvajati. Zagotovo mnogo vsebin z področja kulture in tudi mnogo vsebin z področja športa. Prednosti moramo videti. Prednosti lahko vidimo predvsem v tem, da bi bili, če bo prišlo do te selitve, seveda tudi prostori primerno zagotovljeni prostori taki, da so tudi varni in zagotavljajo pogoje za ustvarjanje. Melje vidim kot tisti potencialni razvojni del mesta, kot primerno. Mislim, ena stvar je to, da nekega samoniklega prizorišča, ki je z razlogom se razvil na določenem območju, ni mogoče preseliti, ker potem to ni več isto prizorišče in tudi dosti vsebin se je razvilo ravno zato, ker je locirano točno na tej lokaciji in je tesno povezano z drugimi organizacijami, institucijami, javnimi izobraževalnimi zavodi, ki so v neposredni bližini.